Take the beat to the street. Živijo. Petek je ravno pravšnji dan za novo oddajo Brez panike. Najprej smo obiskali dobrodelni koncert za otroke z Downovim sindromom, Jernej Zoran nam bo predstavil Staro ljubezen, veliko noč pa so v Stopičah obeležili s prireditvijo Sekanje pirhov. V Krškem so začeli s projektom Rastišče sreče, Gašper Rifl pa začenja svojo novo zgodbo. Uživajte! Dobrodelnost je plemenito dejanje, s katerim pomagamo sočloveku, ki tega ne zmore sam. Številni glasbeniki so odločili združiti to dejanje s svojo glasbo in priskočili na pomoč na omeški sekciji Društva Downov sindrom Slovenija ter pripravili dobrodelni koncert z naslovom Podarim ti sonce. Nastopilo je 10 različnih glasbenikov in glasbenih skupin. Predstavili pa so se tudi malčki iz Novega mesta, Trebnjega in Suhorja, ki so vključeni v delovanje društva. Namen koncerta je tudi podpora tem otrokom, da jih sprejmejo, s tem izkažejo tudi podporo drugačnosti, vsi obiskovalci in nastopajoči. V Centru za zgodnjo obravnavo v Novem mestu sodeluje trenutno 8 otrok. 6 jih aktivno obiskuje terapije 2-krat mesečno, 2 pa sta mlajša in se jim bosta kmalu pridružila. Torej vsake 14 dni po 2 uri terapij, z njimi delata defektologinja in motopedagog. 2 otroka sta pa mlajša, 5 in 6 mesecev, ona dva bosta pa zdaj šele pričela s terapijami in se bosta pridružila potem najprej z 2 terapijama mesečno, potem pa tako kot ostali, če bomo le uspeli ta program peljati tako zastavljen naprej s 4 terapijami mesečno. Zelo pomembno je, da se otroci čim prej pridružijo zgodnjim obravnavam. Starši se pridružijo v bistvu na podlagi velikih napotij razvojna ambulanta, dajo kontakt na staršev, ki že sodelujemo znotraj te obravnave. Tudi Društvo Downov sindrom Slovenija, ko se včlanijo, jih potem seznanijo s tem, da v Novem mestu teče center za zgodnjo obravnavo, kjer se lahko sodelujejo. Je pa zelo pomembno, da se otroci čim prej udeležijo teh obravnav, zaradi tega, ker zgodnja obravnava se začne že praktično ob rojstvu. Prej, ko začnemo, prej otrok pridobiva tiste veščine in jih uri, ki bi jih sicer zdravi otroci oziroma otroci brez Downovega sindroma podzavestno usvojili. Ti pa potrebujejo dodatne spodbude, več tega in ključna je ta zgodnja obravnava, da se čim prej spelje. Otroci so kljub vsemu zelo živahni in polni veselja do življenja. Zelo so željni delati, biti boljši, biti uspešni, pomagati, sodelovati v družbi in s tem, da jim to možnost želimo čim bolj ponuditi, tudi s temi terapijami, da jih postavimo na samostojno in jih poskušamo integrirati v redne šole in dolgoročno morda vključiti v službe, da so oni koristni za javnost. Številni glasbeniki so se odpovedali svojemu honorarju in s tem pomagali malim sončkom. To so neki taki nasmejani sončki, ki ne rabe veliko, da so dobre volje.
In jaz mislim, da bi celotna družba mogla malo več pomagati tako staršem kot samim tem otrokom za njihov lepši jutri. Kdor me pozna, ve, da sem več ali manj na dobrodelnih koncertih že cel svoj glasbeni life, ne? In ko me je gospa poklicala in povedala, za koga je ta koncert, sem rekel tako, ja, sem zraven. Mislim, da je preveč dobrodelnih koncertov, oziroma živimo v državi, kjer bi za vsak dan mogli imeti en dobrodelni koncert, ne? Preveč je ljudi, katerim je treba pomagati. Jaz upam, da se bo naša slovenska politika enkrat spremenila in da takih koncertov več ne bo treba imeti. Ti otroci imajo v sebi veliko ljubezni, ki jo lahko podarijo vsem ljudem in mislim, da bi se v tem smislu lahko mi naučili nekaj od njih. Vokalna skupina Mezzo smo pristopili k tej dobrodelni prireditvi, zato ker je Terezija ena od malih deklic, hčerka naše pevke Darje. In imamo zato nekaj več razumevanja za tovrstne stvari in smo se seveda z veseljem odzvali na njeno povabilo, da sodelujemo na današnjem popoldnevu. Vsak otrok je velik dar, pravijo pa, da tile z Downovim sindromom so še toliko večji sončki, ker imajo veliko več veselja kot marsikdo drug. Da me poljubiš in me ne spustiš, spet slišim zjutrom me budiš, čas več ne šteje, večnost me vrtiš, vse kar rabim imam, da me poljubiš in me ne spustiš, spet slišim zjutrom me budiš, čas več ne šteje, večnost me vrtiš, vse kar rabim Za še več nasmehov na njihovih obrazih bodo zbrana sredstva namenili otrokom, ki obiskujejo Center za zgodnjo obravnavo v Novem mestu, da bi jim omogočili fizioterapijo in delovno terapijo. Dolenjski avtor in kitarist Jernej Zoran nam prihajajoči pomladi v posluh in na ogled ponuja svoj najnovejši izdelek, komad z naslovom Stara ljubezen. Pesem se nahaja tudi na Jernejevem aktualnem 4. samostojnem albumu v svojem filmu. Ali že naslov pesmi izda veliko? Stara ljubezen je lahko samo o stari ljubezni. Zdaj, kaj pa to za koga pomeni, je pa stvar okusa, osebne presoje, oziroma osebnih izkušenj, tako bom rekel. Absolutno ni avtobiografski, sej srečuješ, pač nekdanje, bivše, se to dogaja, ampak konkretno v tej zgodbi, minilo je že 7 let, ni minilo 7 let, tako da, ampak je pa srečaš določeno osebo po daljšem času, in hočeš, nočeš, določeni spomini privrajajo na dan. V vseh letih njegovega glasbenega ustvarjanja se je Zoran naučil veliko novih stvari. Večino sem kot ponovadi naredil sam, se pravi tekst, glasba, besedilo, aranžma, produkcija, tudi zapel sem komad, kitare, bas, bobne odigral Miha Recelj, produkcija oziroma mastering pa mix zato je poskrbel Tomaž Mara Smot. Kako je taka ustaljena mini ekipa, Odzivi so pa takole, zdaj komad par dni zunaj, zelo v redu, Sem zadovoljen z odzivom. Zopet se predstavlja tudi v vlogi pevca, kar ni njegova primarna glasbena vloga. Glede na to, da več igram kitaro, kot sem kadarkoli pel, absolutno je primarna kitara v prvem planu in bo tudi ostala. Tiste 3 tone, ki jih zadenem, se pa upam v studiu zapet na par, kjerka tudi na odru, kakšen komad ali pa 2, za kaj več, pa imamo boljše od sebe za to. Pesmi iz njegovega aktualnega albuma v svojem filmu so doživele veliko predvajanj na radijskih valovih in televizijskih ekranih. Ja, kritike so ga zelo lepo sprejeli. V eni recenziji je bilo celo napisano pristen slovenski rock'n'roll album, se pravi brez nekih poskusov, da bi to zvenelo ultramoderno, pa čezmeri rockarsko. Pač zmeri, ko ustvarjam, se ravnam po svojem navdihu, po muzi navdiha, ki se zliva iz višjih sfer. Jaz sem kanal, pravim, vaš kanal.
Stara ljubezen je zadnji singl z tega albuma, saj že piše svojo novo zgodbo. Nimam se zdaj več časa s tem ukvarjati, ker je to za mene lanska zgodba, ker pospešeno pripravljam nov album. To je ta razlog. Komadov se je nabralo, sem že tudi čez tisto prijetno, zahtevno pravilo brskanja po idejah, sortiranja in oblikovanja komadov, tako da komadi so izbrani. Večinoma je songwriting zaključen, mačken aranžmaji špilajo v glavi. Nekako načrtujem, da bi se snemanje zares začelo v poletnih, mogoče jesenskih mesecih. V naslednjem letu naj bi bila plošča številka 5 v etru, je prepričan. Ja, zdaj kakšno leto sem imel koncertno pauzo, potem pa je v to mojo glasbeno orbito prišla odlična šentjernejska pevka Nina Ratkovič. Sem jo povabil k sodelovanju. Veliko imam teh komadov, kjer so še prej recimo Lara je pela pa Urška določene single. Tudi po radijih se dosta še zmeri vrti, ne vem, zakaj pa ne bi to spet en krog naredili po Sloveniji konkreten, pa obudili te komade, pa tudi nove, ki nastajajo v končni fazi. Ne? Ko je prišla Nina v ekipo, se je odločil, da obudi band Ministrstvo resnice. Povabil sem svojega starega glasbenega znanca Meroto Tomšiča na bobne, Mare Verbič na kitari in Peter Erič na basu. Sedaj ga čaka uigravanje z bandom na odrih po vsej Sloveniji. Zdaj v aprilu imamo eno ogrevanje v Ljubljani. Za nekaj poletnih terminov smo v sklepni fazi dogovorov, tako da bomo tudi kaj Podgorje prekrožili, je rekel, da bomo Šentjernejc. Tako da, ja, absolutno se vidimo na odrih, Ministrstvo resnice, nova verzija, zagon je ta prav, tako da energija se je dobro postavila. Pridite nas pogledati, Brane in ostali. Velike noči si v Stopičah brez tradicionalne prireditve sekanja pirhov pravzaprav ne znajo predstavljati. Dogodek ima že skoraj 30-letno tradicijo, letošnja velika noč pa je bila v vasici Podgorjanci še toliko bolj posebna, ker so s tekmovanjem zbirali sredstva za domače gasilce. Sekanje pirhov v Stopičah poteka že dolgo, letos je to 27. sekanje pirhov. Letos naše gasilsko društvo praznuje 105-letnice delovanja in ob tej 105-letnici smo si nabavili tudi novo gasilsko vozilo in izkupiček tega tekmovanja bo danes namenjen tudi odplačilu le-tega. Samo tekmovanje sekanje pirhov je prišlo v naše kraje po starem običaju. Pred 27 leti so se fantje na vasi zbrali in rekli, zakaj ne bi to, ker doma mečemo za škarpo, dali v tekmovalni sistem. In takrat so začeli z pravili, ki jih veljajo še danes. Na tekmovanje se lahko prijavi vsakdo. Ne glede na starost, spol, versko izpoved ali kakorkoli drugače. Vsi tekmujemo v eni kategoriji. Cilj je zadeti kovanec v pirh, da le-ta ostane v njem. Vsak tekmovalec tekmuje v 2 serijah in če v 2 serijah vsaj enkrat zadene v pirh, se uvrsti v 3. serijo. Glavni namen je obujanje tradicije, hkrati pa druženje in pa imeti se fajn na veliko noč na nedeljo popoldne. Stopiški gasilci z novim vozilom, ki je vredno 170 000 evrov, začenjajo novo poglavje v svoji bogati zgodovini. Leto 2018 smo pridobili novo gasilsko vozilo, cisterno z oznako 1640, ki bo zamenjalo staro cisterno, tam letnik 1990. Novo vozilo je na podvozju Renault, ima 300 konjskih moči, kapaciteta vode je pa 4000 litrov. Obsega reševalno opremo in opremo za gašenje, nudi pa tudi prevoz pitne vode. Njihove najpogostejše intervencije so? Stopiški gasilci največkrat posredujemo pri naravnih nesrečah, se pravi poplavi, vetrolomi. Je pa tudi kar nekaj stavbnih požarov ter dimniški požari, ki vsako leto bolj naraščajo.
Tekmovanja v sekanju pirhov se vsako leto udeleži več tekmovalcev. Med drugim je bila uspešna tudi šele 7-letna Nika Smrdel. Prišli smo na obisk prijateljem, Hrib nad Orehkom, Anžičem, in je bilo rečeno, da imamo danes sekanje pirhov. Za nas vse je to prvič. Smo rekli, pa dajmo se malo zabavati, ne? Jaz nisem nič zadev, ona pa v kjero? V 7. Evo, pa gremo drugi krog, ne? Upam, da bo kakšna nagrada. Več ali manj imamo standardno, bi rekel, tam enih 60% tekmovalcev vsako leto, vendar opažamo, da se vsako leto prijavljajo, oziroma prihajajo ljudje tudi iz drugje, vsaj iz širše novomeške okolice, če ne že širše. Bili so z nami tudi že zmagovalci iz Bele krajine, zmagovalci iz Prečne, veliko tekmovalcev pride tudi iz Bele krajine, več ali manj pa so to domačini. Zmagovalec letošnjega tekmovanja je bil domačin Tadej Štangl, ki največkrat kovanec uspešno zapiči v jajce. Zelo zanimivo, glede na to, da sem se šele drugič v življenju dejansko udeležil take prireditve. Sicer pa to prireditev spremljam kot stopičen, kot domačin že od svoje rane mladosti. Posebej pa sem presenečen, da mi je pač uspelo po tolikih letih spremljanja in sodelovanja kot gasilec, kot prostovoljec, da sem pač končno dosegel tudi en dober rezultat. Kakšne so odlike dobrega tekmovalca v sekanju pirhov? Za zmago je potrebno predvsem dobra volja, predvsem, da se udeležiš take prireditve, tudi nekaj poguma, ker nastopiti pred tako publiko je pač tudi nekaj posebnega, in pa predvsem mirna roka in pa ogromno sreče. V Mladinskem centru Krško so predstavili nov projekt Rastišče sreče ali krajše RIS, ki je namenjen razvoju sistematičnega dela z ranljivimi skupinami mladih in z njimi povezanih ciljnih skupin v Posavju. Glavna aktivnost projekta so središča, ki so namenjena otrokom in mladim za druženje in delo vsak dan po pouku in jim bodo na voljo skozi celotno trajanje projekta. S projektom se želimo približati mladim, gre za res mladinski projekt, regionalni. Dotikali se jih bomo pa v bistvu z dvema aktivnostmi, glavnima aktivnostma, in sicer ena so v bistvu vzpostavitev preventivnih središč pri vseh partnerjih, se pravi pri nas in v Radečah, v Sevnici in v Bistrici ob Sotli. Preventivna središča pa so v bistvu je ta prostor, kjer smo sedaj, kjer bodo mladi nas lahko obiskovali vsak dan po pouku in bodo deležni učne pomoči, socialnih delavnic, različnih delavnic in tega kvalitetnega druženja. Da zagotavljamo možnost dela z mladimi, kar pomeni, da ni infrastrukture, zagotavljanja prostora, ampak je mladinski delavec, ki je neprestano z njimi, ki jim pomaga delati naloge, ki se pogovarja z njimi o težavah vsakodnevnih, se druži in, če rečem, tudi igra z njimi. V tem trenutku mi nagovarjamo srednješolce, to je generacija, ki jo izgubljamo, ker mi opažamo, da recimo osnovnošolci se udeležujejo še nekih otroških programov in potem tretja triada še, v srednji šoli pa to generacijo izgubljamo. V vseh nevladnih organizacijah, vse posod je to generacija, ki je ni in se nam potem vrača kot študentje višjih letnikov nazaj. Gre za regijski projekt, v katerem so dobrodošli vsi. Mislim, da v našem primeru ne moramo govoriti o ulicah, bolj o zaselkih, ampak vseeno bomo poskušali najti mlade tam, kjer se nahajajo in jih nagovoriti. In tudi naša želja je, da tako rečemo, lovimo mlade, ki jih nažalost v naših prostorih ni. Vedno se vsake generacije veliko mladih, ki nekako zginejo, ki živijo v nekem svojem svetu in se nam zdi, in smo že prej opažali, predno smo bili povabljeni v projekt, veliko pojavljanja teh stisk, duševnih osamljenosti, nekak izključenosti iz družbe vrstnikov in tako naprej, tudi učnih težav seveda, in si želimo pri tem čim bolj pomagati. Nosilec projekta je Mladinski center Krško s partnerji iz celotne regije. Druga aktivnost, glavna aktivnost projekta Rastišče sreče pa je
pa je v bistvu vzpostavitev mladinskega uličnega dela. Mladinsko ulično delo je v bistvu tako poraslo v Sloveniji trenutno in smo si nekako zamislili, da si tudi to mi želimo v okolju. Mi s tem projektom gremo ven iz koncepta našega dela. Mi smo do sedaj izvajali programe in vabili mlade, da prihajajo na programe, na tečaje, na koncerte, na delavnice. Sedaj, če rečem, imamo to sobo odprto za druženje, za delanje nalog, za učno pomoč, kar pomeni, da je stalna aktivnost. Ni več program, na katerega povabimo, ampak je stalna aktivnost. To je prvi vidik tega projekta, drugi vidik je pa doseganje teh neaktivnih mladih. Naš projekt je s te strani inovativen, ker nameravamo z tako imenovanim uličnim delom dosegati prav te mlade, da pridemo tam, kjer se zadržujejo, izvajati mladinsko delo na terenu in jih na nek dolgi rok vabiti k nam v to stavbo. Ob tem so v sklopu projekta pripravili še eno inovativno novost, ki bi lahko imela dolgoročno odličen učinek pri mladih. Zaščitni znak bo kombi, ki smo mu že dali vnaprej imel srečevalnik oziroma srečko in bo krožil v bistvu po različnih lokacijah po celotnem Posavju. Namen mladinskega dela, uličnega mladinskega dela je v tem, da v bistvu želimo preprečevati škodo na javnih površinah, da se približamo mladim, da jih povabimo v centre, da tako no. V Krškem mladinskem centru ima že nekaj časa na voljo prostor, ki ga bodo uporabili za ta druženja. Ta prostor je bil že pred 2 leti obnovljen, je bila ena mladinska pobuda. Že takrat se je izkazalo, da mladi potrebujejo prostor za druženje. Tudi mladi sami ugotavljajo, da jim to manjka, no? Ta druženje med seboj in predvsem nekoga, če rečem malo, vodjo mladinskega delavca, ki se samo pogovarja z njimi. To je, če rečem, nek rak rana današnje družbe, no? Da mladim manjka pogovora. Projekt sicer poteka od letošnjega februarja in vse do decembra prihodnje leto. V mladinskem delu je tako, da so mladi po zakonu od 15 do 29 let starosti. Mi smo v bistvu te meje še za potrebe projekta še malo razširili, se pravi od 10. leta naprej, se pravi, da so tudi osnovnošolci pri nas dobrodošli. Se bomo pa osredotočali na vse, ne samo na ranljive ciljne skupine, katere glavni namen je, da se dotikamo ranljivih ciljnih skupin, ki zajemajo veliko paleto pač različnih mladih, ne vem, iz družin s slabimi, z nizkimi prejemki in tako naprej. Novomeščan Gašper Rifel je na sceni že skoraj 10 let in velja za enega najobetavnejših mladih izvajalcev in avtorjev. Nastopa samostojno in z bendom, kalil se na različnih odrih po Sloveniji, tudi festivalskih. Sodeloval je z različnimi avtorji in producenti in si vsa ta leta ob veliki podpori poslušalcev nabiral kilometrino, izkušnje in zorel tako v glasbenem kot osebnem smislu. Tokrat se predstavlja s pesmijo Ljubljana. Pred enim mesecem sem izdal novo skladbo ter nov videospot Ljubljana. Posnel sem jo z novo ekipo, z neko svežo energijo, bolj tak bendovski zvok, ker imam tudi band, sem si želel, da bi pač tudi sama skladba imela tak zvok. Tako da ja, se mi zdi, da smo zapakirali eno tako lepo zgodbo, ki govori o neki ljubezni, ko kakšna oseba pride v tvoje življenje in ti življenje obarva, polepša, tako da taka pozitivna skladba. Pri Ljubljani se predstavlja z ekipo uspešnih in preverjenih glasbenih ustvarjalcev. To skladbo sem delal z Nervinom Puškarjem ter Krešimirjem Tomcem. Nekako smo se fajn ujeli, najdli nek skupen cilj in ta cilj je, da bom decembra izdal novo ploščo oziroma mojo prvo ploščo, tako da se veselim tudi tega. Kot se za singl spodobi, je dobil tudi svojo video podlago. Videospot smo posneli na gradu v Slovenski Bistrici. Poleg mene nastopa v spotu še odlična plesalka Špela Kralj, s katero smo pač odigrala to zgodbo, ki jo sama skladba zahteva. Snemal sem z režiserjem Mihom Tozonom, s katerim sem delal že prvi videospot.
Luštno smo se imeli in mislim, da nam je uspelo posneti en res krasen spot. Njegovi oboževalci težko pričakujejo tudi album, ki naj bi izšel še v letošnjem letu. Nekaj časa pač že delam na tem, posneti moramo še nekje 5-6 skladb, da bo izdelek pač poln in da bo dovolj skladb za plato. Tako da ja, se veselimo vsega tega kreativnega procesa, ki pač pride zraven, ko nastaja neka taka zadeva, tako da je fajn. Na albumu bodo avtorske skladbe, seveda je vsakemu izvajalcu cilj, da ima enkrat koncert, kjer lahko igra samo avtorsko glasbo in tudi jaz si to želim in verjamem, da bomo v prihodnje tudi prišel do tega. Zelo hitro je minilo to slabo desetletje, kar je Gašper Rifelj slovensko glasbeno javnost prvič resno opozoril nase. V bistvu 2009 sem nekako začel pač samostojno, čeprav sem delal tudi prej, ampak kot solist res 2009, ko sem prvič stal na odru Slovenske popevke. Pol je pa pač šlo naprej, nekako pač se mi zdi, da če vztrajaš, če verjameš v to, kar počneš, se potem stvari odvijajo tako, kot je pravno in kot ti je namenjeno. Z bandom pa piše neko novo in bolj dodelano glasbeno zgodbo. Band imam sicer že nekaj časa, ampak nekako smo se tako fajn ujeli in smo začeli delati tudi te daljše špile, kot so poroke, maturance in take zadeve. Sem pa seveda pristaš glasbe v živo, zato mi je fajn, da imam band, s katerim res lahko izvajam vso glasbo svojo in tako kot coverje v živo. To mi je pač res zelo dobro. Trenutno nas sogovornik odlično nastopa v šovu Zvezde plešejo, kjer iz tedna v teden dokazuje tudi svoje plesno znanje. V bistvu trenutno sem, kot sem omenil, vse podredil pač temu šovu, ker želim narediti v enem tednu res maksimalno pač, kar lahko naredim. Ja, treningi so naporni, ampak je pač fajn. Trenirava res cele dneve, dobimo se zjutraj, iz dvorane greva zvečer, tako da če želiš pač v nedeljo nekaj pokazati, moraš dejansko vložiti ogromno enega truda. Ampak jaz poleg pač tega, da je naporno, res uživam in sem vesel, da sem del te oddaje. Kdor je kadarkoli plesal v paru, dobro ve, da je prava energija med soplesalcema ključnega pomena za dober nastop. Mislim, da je to ena izmed najpomembnejših stvari. In vesel sem, da sva se z Majo res ujela, da nekako imamo isti cilj, da nekako smo si zelo podobno karakterno in oba dava 100% od sebe in super smo se ujela in je res luštno na treningu. In njegovi cilji? Trenutno pač mi ta oddaja omogoča, da me spozna čim širša Slovenija, potem pa kot sem omenil, decembra pride moja prva plata. Želim čim več nastopati, biti med ljudmi, jih zabavati, da bodo spoznali mojo glasbo in seveda biti čim več na odru in nastopati. Vsebine za novo oddajo Brez panike, ki bo na sporedu že čez 14 dni, že pridno nastajajo. Med drugim nam bo Andrej Karoli predstavil trenutno stanje na slovenski glasbeni sceni. Do naslednjič, vse lepo. Najdejo sled, tisto malo tebe, ti prisloniš dlani na moja lica, pogledaš me v oči.